Ok, pa se pejmo pogledati nekaj nastavitev naše nove teme. In sicer te vse nastavitve najdete tukaj pod divi in pa theme options. Torej, ta prva stvar, ki jo imamo, je tako imenovani logo. Se pravi, logo je tista stvar, ki se bo pojavila, če bomo uporabljali meni kot modul. Lahko pač logotip se postavi ali na levo, ali nad meni, ali v meni. Vse te možnosti imamo. Se pravi, PNG je recimo večinoma najboljši format zaradi tega, ker podpira transparenco. Če bomo imeli specifično barvo, potem pač lahko tudi recimo JPG, ampak da si logotip dodamo, bom šel klikniti na upload, izbral eno datoteko in potem si to datoteko izbral. Se pravi, vsakič, ko vidite veliki modri gumb, veste, da je treba nadaljevati tako, da se klikne njega. Se pravi, kliknil bom set as logo in tale slikica, ki je zdaj tukaj, kot podatek, se zdaj uporablja na moji spletni strani kot logotip. Druga možnost, ki jo imamo tukaj, je Fixed Navigation Bar. Kaj to pomeni? Če jaz pridem na eno spletno stran, bom takoj videl recimo meni čisto zgoraj, nek logotip, meni, karkoli. Fixed Navigation Bar mi v bistvu pomeni to, da bo navigacija cel čas, ko scrollam dol, če bi recimo takole scrollal dol, je tole recimo ta Fixed Navigation Bar. Cel čas je z mano, medtem ko brskam po spletni strani. Se pravi, kadarkoli lahko pridem do navigacije, ne da bi rabil kaj posebej nastavljati. Potem imamo pa tole tukaj, Color Pickers Default Palette. Za praktično vsako situacijo, kjer bomo imeli mi že definirane barve našega CGP-ja, naše celostne grafične podobe, je v bistvu idealno, da si tukaj postavimo že svoje barve, ker kadarkoli bomo recimo si želeli na nekem delu strani pobarvati v eno izmed teh stvari, lahko enostavno samo kliknemo tukaj na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 shranjenih barv. In zdaj, če jaz kliknem na eno izmed teh barv, imam tukaj barvni piker. Ena izmed stvari, ki vam zna biti recimo zelo, zelo uporabna, je spletna stran coolors.co. Se pravi, to je spletna stran, ki mi generira tako imenovane med sabo prijetne kombinacije barv. Se pravi, imamo tukaj, če si jaz skopiram to, imam lahko recimo podatek ene barve, najlažje je recimo tole 16-tiško številkico tukaj spodaj prekopirati, celo tako enostavno je, da mislim, da lahko kliknem gor, samo copy in imam to rešeno. Se pravi, mislim, da imam kar veliko takih možnosti tukaj v tem Colors, ampak na primer, konec koncev lahko na isto stvar naredimo tudi v Photoshopu. Ko si jaz izberem, da color picker za sprednjo ali zadnjo barvo,
imam v odprtih dokumentih takoj možnost, da si to barvo izberem z uporabo kapalke. Ne. Se pravi, kamorkoli kliknem na tej spletni strani, lahko vidite, da mi izbere tisto barvo. Ne. In najlažje vam bo, da skopirate tole 16-tiško številko tukaj. Ne. To je tista številka, ki je jo najlažje skopirati, ne, zato ker je ena sama številka, medtem ko če bi recimo želeli RGB, ne, imamo 3 številke, ki bi jih mogli kopirati, tako da je to malenkost bolj zamudno. Ne. In jaz si bom recimo izbral tukaj eno barvo in moja tretja barva po vrsti, ne, je zdaj že tale. Ne. Pa bom recimo še četrto si izbral eno tako malenkost bolj temno turkizno. In tukaj napisal to barvo. V tem Color Pickerju, ki ga imamo na sami spletni strani, imamo zdaj seveda dve dimenziji. Dve dimenziji, ki sta malenkost drugačni od tiste v Photoshopu, ampak če bi si želeli, imamo to tukaj. Se pravi, če jaz izberem Saturation kot tretjo dimenzijo, imam Hue, se pravi Lightness, in pa Hue. Se pravi, Lightness je dimenzija, ki je proti vertikalna, in pa Hue, se pravi barvni krog, ki je horizontalna. In tretja točka je potem, koliko je ta barva nasičena, oziroma koliko ni nasičena. Kar vam je lažje, recimo meni je v Photoshopu vedno najlažje, da imam Hue, torej barvno kolo, kot tretjo dimenzijo, se pravi tukaj na desni, in imam tukaj zgoraj svetlost, in pa horizontalno nasičenost te barve. In ko si izberem eno izmed teh barv, samo kliknem tukaj, jo skopiram in dam recimo kot tretjo barvo po vrsti. Evo, in imam. Se pravi, kadarkoli se mi bo na tej spletni strani pojavila možnost za izbiro barve, imam zdaj tukaj 3 moje specifične barve, ki se mi pojavijo recimo v celostni grafični podobi in jih imam tako možnost za uporabljati. Ko bomo prišli do Google Map, imamo tukaj možnost dodati API key. Zdaj verjetno še ne veste, kaj je API key, ne rabite vedeti do takrat, ko bomo to nastavili. V samem dizajnu strani imamo lahko še nekaj tako imenovanih socialnih ikon, ki se pojavijo zraven menija. To je Facebook, Twitter, Google+, Instagram in pa RSS. In če bi jih želeli, če jih želimo uporabljati, tukaj pač naredimo. Se pravi, tukaj je celoten link skupaj z HTTPS, enako za Twitter, Google+, že nekaj časa ne obstaja, ampak zaenkrat še tega niso izklopili. Enako kot smo imeli prej, tudi tukaj lahko v temi definiramo, kakšen je naš preferiran način, kako se datum kaže. Torej, tako kot smo bili prej v settings in pa general, imamo tudi tukaj možnost ta date format napisati. In če gremo na način, kako je datum generiran, imamo recimo PHP to funkcijo, kaj vse te črke pomenijo. Se pravi, da je majhen D, 0,1 do 0,31,
velik D je recimo Monday to Sunday, ne, mehen J je brez prvega, ne, se pravi, če je 0,1 ali pa 0,9, ne, bo z mehkim J-jem 1 ali pa 9, ne, medtem ko bo z mehkim D-jem 0,1 ali pa 0,9. Ena zadeva, ki je zelo pomembna. Če boste imeli spletno stran, ki je v slovenščini, ne, kar pomeni, da boste uporabljali šumnike, je nujno, da si tole vkljukate Google Fonts Subsets. Ne, se pravi, tiste Google fonte, ki jih želite uporabljati, ne, da vključi vse te možnosti noter. In pa še tole mogoče kot zanimivost, back to top button. Kaj se zgodi, ne? Se pravi, če nekdo poskrola malenkost nižje, se bo tukaj spodaj desno pojavil gumbek, ne, nazaj gor na strop strani. Mogoče je fino, no, da že na tej točki malenkost gledate, ne? Se pravi, jaz sem šel na fonts.google.com in na tej spletni strani, ne, so vse tipografije, ki so nam na voljo, poleg pač kateregakoli fonta, ne, na voljo, da jih uporabljamo na naši spletni strani, ne. Tako da boste zelo hitro videli tukaj, ne, nekaj, kar nam je recimo zanimivo, ne. Pri nekem tekstu, kjer veste, da boste imeli slovenski jezik, ne, je mogoče fino, da si naredite en demo tekst, ki vključuje, ne, en šumnik, drugi šumnik, tretji šumnik, ne. Večinoma se bo zgodilo, da ima font Š, nima pa recimo Ž-ja ali pa Č-ja, ne. Tako da to je definitivno nekaj, kar, ne, tale recimo Gupter nima, ne, ima Š, nima Ž, nima Č, ne. Tako da, ko se odločate, ne, za katero tipografijo želite recimo imeti na strani, je to na primer, ne, ena začetna točka, zaradi tega, ker pač vsi ti fonti, ki so na googlefonts.com, so nam brezplačno na voljo na naši spletni strani.